Spoštovani udeleženci, lepo pozdravljeni in dobrodošli na današnjem webinarju, kjer bomo govorili o eni izmed manj vidnih, a še kako pomembnih tematik pri gradnji stavb. To je o zaščiti pred radonom. Za radon lahko rečemo, da je naravni radioaktivni plin, ki se lahko kopiči v zaprtih prostorih in tudi dokazano vpliva na zdravje ljudi, vendar pa se kljub temu o tej tematiki še vedno premalo govori, še zlasti v povezavi z gradnjo objektov. In danes bomo govorili prav o tej tematiki, torej zakaj je radon nevaren, kako ga zaznamo in predvsem, kako se ga lahko učinkovito prepreči že v fazi načrtovanja in gradnje. No, danes imamo na sporedu 2 predavanji. V prvem delu nas bo z osnovami problematike sodobnih bivalnih okolij, ki jih prinaša tudi radon, seznanil gospod Igor Šajn iz Stavbne biologije Slovenije. Gospod Igor, lepo pozdravljeni. Pozdravljeni. No, v drugem delu pa nam bo Primož Perko, naš sodelavec iz podjetja Fibran, predstavil tehnične rešitve temeljenja stavb z učinkovito zaščito pred radonom. Če boste imeli, živo Primož, če boste imeli tekom današnjega webinarja kakršnokoli vprašanje, tudi tokrat velja, zapišite ga v chat ali v Q&A in na koncu vsakega predavanja bomo na vsa ta vprašanja tudi odgovorili. Naj še povem, da vam tudi udeležba na današnjem webinarju prinaša eno kreditno točko z obeh zbornic in se vam bo avtomatično pripisala na vaše ime, seveda pa morate ostati z nami do konca webinarja. Preden čisto zares začnemo s prvim predavanjem, imam za vas še eno vprašanje. To vprašanje se vam bo sedaj izpisalo tudi na zaslonu. In sicer, radi vas bi vprašali, kako pogosto pa se vi pri vašem delu srečate z vprašanjem zaščite pred radonom? Torej, pogosto je to neka redna tema v vaših projektih, občasno, torej predvsem odvisno od lokacije ali vrste objekta, redko, torej to še ni neka prioriteta ali pa tudi nikoli, torej da še niste imeli takšnega vprašanja. Torej, glasujte, odgovorite in na koncu webinarja bomo pogledali tudi rezultat in pokomentirali. Tako da tole je za uvod. Sedaj pa kar povabim gospoda Igorja, da z nami podeli prezentacijo in vam tudi predajam besedo. Jaz bi vse skupaj lepo pozdravil v imenu Stavbne biologije Slovenije. V telih 20 minutah, kolikor imamo na razpolago, bomo probali pogledati nekaj zanimivosti povezanih z radonom in glede samih zaščit, tudi glede, kako ga ugotavljamo in pa predvsem tiste stvari, s katerimi se mi, ki izvajamo meritve, na terenu velikokrat srečujemo, ampak so žal premalokrat omenjene v, bom rekel, literaturi ali pa na predavanjih. Zdaj, za začetek bi namenil čisto na kratko par slajdov samo v povezavi z stavbno biologijo, gradbeno biologijo, ker marsikdo gotovo še ni slišal za ta inštitut. Izhaja iz Nemčije, ustanovljen je bil leta 1983 na pobudo profesorja dr. Antona Schneiderja in njegovih somišljenikov, ki so se že takrat zavedali, kako lahko bivalno in delovno okolje vpliva na naše zdravje. Moram tule tudi povedati, da je za samo delo izdelan tudi mednarodni, se pravi, priporočila, katere pri svojem delu uporabljamo. Se pravi, za vse te težave, mi jim rečemo nevidne težave oziroma nezaznavne za naša čutila, obstajajo točne specifikacije, kakšne naj bi bile mejne vrednosti. Gre pa to za priporočila, ne gre za zakonodajo. Zdaj, s čim točno se stavbna biologija ukvarja? Predvsem z notranjo klimo, gradbenimi materiali in opremo, prostorskim projektiranjem in arhitekturo, okolje, energija, voda, pa življenjsko in družbeno okolje. Mi smo se usmerili, ker je to zelo široko področje, predvsem v diagnostiko za naša čutila nezaznavnih težav.
Seveda so potem še podskupine vsega tega, ampak to so nekako, bom rekel, glavne stvari. Zdaj še, preden začnemo z radonom, se pravi, kaj je tisto glavno, kar obremenjuje naša bivalna okolja? Daleč na prvem mestu so elektromagnetne obremenitve. Tukaj lahko vidite razliko med letom 2018, to so statistike, ki jih vodimo, gradbeni biologi praktično po celem svetu. Danes je že 95% bivalnih okolij prekomerno obremenjenih z elektromagnetnimi obremenitvami. Na drugem mestu je problematika zraka, kamor spada tudi radon, seveda je tukaj še hlapne organske snovi, sama mikroklima zraka, prašni delci, ogljikov dioksid. Tudi ta se je v zadnjem obdobju močno, se pravi, ta problem se je močno povečal. Potem je seveda nezdrava umetna svetloba, to je prišlo z obdobjem pojava najprej neonskih, tako imenovanih varčnih svetilk, in pa sedaj z tudi LED svetlobo. Zdaj ne vem, koliko sicer to problematiko poznate, ampak nekje 40 do 50 let sijalk je lahko problematičnih na različnih področjih. To so utripanje v frekvenčnem območju, ki ga pač naše oči ne zaznajo, povzroča pa določene težave, potem prekomerna modra svetloba, in pa še drugi sklopi so. In pa plesni so tudi zelo problematične. Zdaj pa gremo k temu, kar smo danes, kar je tema današnjega predavanja, in sicer radon. Najprej poglejmo malo v številkah. Se pravi, do leta 2018 je bilo priporočilo v Sloveniji 400 bekerelov na kubični meter zraka, nekje tista zgornja meja. Od leta 2018 dalje se je znižala na 300. Pri tem je treba povedati, da veliko evropskih držav ima bistveno nižja priporočila. Se pravi, Norveška, Švedska, Kanada, Anglija, novogradnje 200 bekerelov. Potem ameriška agencija za okolje ima 150, s tem, da je tudi treba poudariti, da v Ameriki je kar nekaj agencij, ki se z okoljem ukvarjajo, ki priporočajo pod 100. Potem recimo danska novogradnje, tudi zgornja meja 100 bekerelov. Povprečne zunanje ravni, zdaj za Slovenijo, ne vem, tule podatki se kar dosti med sabo razlikujejo, recimo za Nemčijo je od 5 do 30. Kot zanimivost lahko pogledamo recimo nek rudnik urana, vse do 100 000 ali več bekerelov. Standard priporočil mednarodni, ki ga mi uporabljamo, to je SBM 2024, ravno lansko leto je bil 9. posodobljen, zato ker se stalno dopolnjuje, spreminja z novimi znanstvenimi dognanji, je pa zgornja meja 60. Tule si lahko tudi od spodaj pogledate, je izvleček iz tega standarda, se pravi, priporočila so zelo različna. Zdaj, če gremo še malo v številkah pogledati, se pravi, tveganje za pljučnega raka, tudi te podatki, ki jih bomo zdaj pogledali, se od države do države razlikujejo, ampak tukaj je nekje povprečje vseh teh, kar so priporočila oziroma dognanja. Tveganje za pljučnega raka se poveča nekje od 10 do 16% za vsakih dodatnih 100 bekerelov. Zdaj, če gledamo, da je priporočilo v Sloveniji 300, potem vidite tukaj, da so te priporočila dokaj visoko postavljena. Seveda zdaj problem je v tem, da je stavbe, ki so že zgrajene, v velikih primerih izredno težko urediti, da zadosti tem pogojem. Potem dejstvo je tudi, da je radon prvi glavni vzrok, okoljski vzrok za nastanek raka. Se pravi, govorimo o okoljskem vzroku, to ne pomeni, ne vem, kajenje oziroma druge kemične substance, ki jih človek sam vnaša v življenjski krog. Potem je prvi razlog za nastanek pljučnega raka pri ljudeh, ki niso nikoli kadili. To je zelo pomemben podatek. Potem zanimivost je tudi kot recimo 10-krat večji riziko za pljučnega raka je pri tistih ljudeh, ki imajo, recimo, če gledamo, da je koncentracija radona v 2 objektih enaka,
bo tisti, ki bo kadil, imel 10-krat večji riziko, da bo se pravi raka pljučnega dobil. Najslabša možna kombinacija je kajenje, na to neodvisna zdravstvena stroka stalno opozarja. Kajenje pa radona, se pravi prisotnost radona, lahko je na delovnem mestu, lahko v hiši, v bivalnem objektu. Zdaj za Slovenijo je podatek, da je nekje 5% pljučnih rakov naj bi bil razlog radon. Zdaj v te raziskave, bom rekel neodvisne, mislim, medicinske stroke, je težko sicer dvomiti, ampak malo je nenavadno, glede na to, koliko radona je prisotnega v Sloveniji, meni osebno, ker meritve stalno opravljamo, je ta številka zelo nizka, no, glede na to, koliko je radona izmerjenega. Potem je še ena zanimivost, recimo to je spet od EPA, ameriške agencije. Oni priporočajo ukrepanje vedno, ko je, oni imajo sicer druge enote, ampak recimo prevedeno v bekerele je to 148, do te meje je nekako rečejo varno, nad temu je treba ukrepati. In zdaj ta meja naj bi bila ekvivalentna 200 rentgenskih slikanj na leto pljuč, ali pa kot bi pokadili 8 cigaret na dan. Zdaj, kako radon pride v samo bivalno okolje? Zdaj, tukaj boste gotovo, ene stvari ste verjetno slišali, pri enih stvarih boste gotovo presenečeni. Zdaj, mikrorazpoke v plošči, to je najbolj pogosto, in pa pore in mikrorazpoke v stenah, to je lahko v samem materialu, opeka, zidaki, beton. Potem stik med ploščo in steno, preboji, se pravi, tam, ko pridejo kabli, cevi, to je, mi se stalno srečujemo, da je to lahko razlog, kjer radon prihaja v sam objekt. Potem okna in jaški, podkleteni objekti. V nadaljevanju boste videli par zanimivih primerov, kako recimo pride radon v hišo skozi celo prezračevanja. Zdaj, nenavadno se vam bo zdelo, ampak imeli smo več kot 4 ali 5 primerov, ko je centralno prezračevanje v sam objekt dovajalo radon. Potem po odtočnih ceveh in pa tista največkrat spregledana napaka po ceveh za elektrovode. Poglejte, vi lahko naredite kompletno protiradonsko zaščito in pozabite, da lahko po cevi, glavni cevi, ki pride glavni električni kabel v nek objekt, lahko prihaja po tej cevi radon v elektroomarico in se potem širi po prostoru. Takih primerov smo kar nekaj imeli. Rad bi pokomentiral tale zemljevid, zelo dober je, da ga imamo, ampak moram povedati, glede na, bom rekel, terenske izkušnje, da je tale zemljevid včasih lahko za nepoznavalca majčkeno zavajajoč. Zakaj? Ljudje, investitorji se opirajo na zeleno barvo, recimo še posebej arhitekti, načrtovalci opozarjajo na to, nekdo reče se, mi pa ne rabimo nobenih zaščit, velikokrat jim to tudi strokovnjaki rečejo, zato ker ste na področju, kjer radona ni. To je igranje loterije. Tudi na tistih področjih, ki so zelene, to opozarjajo vse te večje podjetja, tudi v Sloveniji, ki se s sanacijo radona ukvarjajo, je velika možnost, da se prekomerno radon kopiči v nekem objektu. Pa tukaj govorimo zdaj o mikrolokacijah. Lahko ima ena hiša zelo nizke koncentracije, takoj sosednja zraven pa zelo visoke. Ker prvič je pomembno od same lokacije, točno kje hiša stoji, drugič pa od vseh teh težav, ki jih bomo zdaj v nadaljevanju pogledali. Tole je zemljevid, ki ima objavljenega Radon rešitve, spletna stran, z njimi mi tudi sodelujemo, oni se ukvarjajo z sanacijo že zgrajenih objektov. Ta stran je veliko bolj, jaz rečem temu, prijazna do uporabnika. Zaradi tega, ker res je malo področij v Sloveniji, kjer mi nismo nikoli zaznali, da ne bi prišlo do problemov. Zdaj, kako radon merimo? Imamo tako imenovane indikatorje, to so naprave, ki nam lahko v nekem obdobju povejo, ali je radon prisoten.
Potem imamo profesionalne naprave, zdaj mi uporabljamo vse vrste naprav, ne uporabljamo teh tako imenovanih senzorjev, ki jih potem se pošlje v laboratorij, zato ker je za naše delo to prepočasno. Zato veliko uporabljamo recimo Radon Eye ali pa Radon Eye Pro, zato ker ima karakteristike take, ki ustrezajo delu, ki ga mi upravljamo. Zdaj merijo od 7 pa tam nekje približno do 10.000 bekerelov, natančnost je pa plus minus 10% pri 370 bekerelih. To je popolnoma zadovoljivo za tisto delo, poudarjam, kar mi potrebujemo, oziroma za tiste rezultate, ki jih mi pri našem delu potrebujemo. Prednost teh hitrih merilnikov je ta, da ker običajno recimo ta Airthings, ki ga vidite na levi, to je samo indikator, tega morate imeti najmanj 10 dni v prostoru, da lahko dobimo nek osnovni rezultat. Radon Eye pa lahko že v 1 uri dobimo prvi odčitek. Zdaj, kaj vse vpliva na samo koncentracijo radona v objektu? Letni čas. Tukaj je največ napak narejenih, pa bomo na koncu tudi pogledali ene dve take recimo. Ljudje merijo, stranke merijo radon poleti, potem pa mi naredimo kontrolno meritev po zimi, je pa radon poleti recimo 30 bekerelov, po zimi je pa, ne vem, 900-1500. Zakaj? Zaradi tega, ker je toplotna razlika med objektom in zunanjostjo. Že to lahko spremeni koncentracijo radona, ki prihaja v sam objekt. Potem vrsta ogrevanja, nastajajo podtlaki, nadtlaki, to je izredno malokrat upoštevano. Tukaj se srečujemo z neštetimi problemi. Prezračevanje, recimo sam sem bil deležen te težave pred 15 leti, ko smo hišo gradili, kakovostno centralno prezračevanje smo naročili, po 2 letih bivanja v hiši smo ugotovili, da je radona v mansardi enako kot v spodnjem prostoru. Zakaj? Zaradi tega, ker centralno prezračevanje je ustvarjal podtlak, ki je radon vlekel potem v zgornja nadstropja in ga po celi hiši razporejal. Potem so vremenski pojavi, recimo veter je značilno, lahko vpliva tako, da radon poveča, ker nastane pritisk in ga poriva v hišo, ali recimo mi veliko teh meritev kontrolnih delamo, velikokrat se zgodi, da drastično pade. Po je recimo led, govorimo, da zemlja zmrzne, ker takrat recimo radon ne more prehajati skozi določen del, ga je lahko v objektu takrat več. Potem vsaka sprememba v zunanjem ovoju stavbe, naknadna govorimo zdaj, potem namestitev dodatne opreme. Glejte, samo ena napa, ki jo vi namestite naknadno v hišo, lahko zaradi podtlakov spremeni ta razmerja. Zdaj, v kakšnih primerih naj bi se odločali za meritev radona v Sloveniji? Naš odgovor je kratek, popolnoma v vseh. Se pravi, vsaka stranka v Sloveniji, vsak, bom rekel, prebivalec nekega objekta bi vsaj enkrat v Sloveniji si mogel radon izmeriti, še bolj, to ste tudi v nadaljevanju še videli, je pa, da si kupimo nek merilnik, ker danes to niso več tako drage, bom rekel, drage aparature. Kako merimo radon v samem objektu? Tukaj je predvsem odvisno, ali merimo indikacijo prisotnosti, je popolnoma druga navodila za merjenje, ali pa imamo točkovno merjenje, kjer že ugotavljamo, kje bi radon lahko v hišo prihajal. Zato uporabljamo spet različne naprave, mi uporabljamo te hitre merilnike, ker točkovno merjenje, da mi ugotavljamo, kako vpliva, ko en oken odpremo, ko pojačamo prezračevanje. To morajo biti aparati, ki merijo hitro, se pravi ne na dolgi rok. Zdaj, seveda, prostor mora pravilno biti pripravljen, tukaj je cel kup napak, poglejte, ljudje naročajo merilne senzorje, upravijo meritve, radon 120 bakarelov, pridemo mi meritve narediti, je pa vrednost recimo 700-800. Zakaj? Zato, ker so imeli samo v enem prostoru za 1 centimeter oken na klip odprt in ni bilo podtlaka in praktično radona ni bilo. Ko se tisto oken zapre, po zimi radon so merili poleti z oknom v spodnjem prostoru odprtem in potem je te meritve so popolnoma nerelevantne in tega je, recimo, teh težav je zelo veliko. Potem postavitev merilne naprave v sam prostor.
Tudi tukaj se mi kot gradbeni biologi ne strinjamo v celoti s tistim, kar so priporočila, da naj bi radon merili 1 meter od tal. Seveda strinjamo se s tem, da ga ne merimo pri oknu, da ga ne merimo pri grelnih telesih in podobno, ampak zakaj meriti 1 meter od tal? Velikokrat mi rečejo ti izvajalci, ja, potem ne bi nikjer teh priporočil dosegli. Zdaj si pa vi predstavljajte, vi merite radon 1 meter od tal, vaši otroci pa igrajo na tleh. To za nas recimo ni sprejemljivo, poleg tega se radon giba po celem, bom rekel, objektu, kakorkoli, lahko je to poslovna stavba, bivalna stavba. Zdaj sanacija radona v že zgrajenih objektih. Najprej, seveda, zdaj govorimo, da smo radon že zaznali, koncentracije so velike. Kako ukrepati? Najprej pogledamo prezračevanja. Tukaj imamo v Sloveniji je nekaj strokovnjakov, ampak je kar težava, to se pravi ureditev podtlakov, nadtlakov, to sem že prej omenil, zaradi tega, ker vlečejo podtlaki radon dodatno v prostor pri prezračevanju, potem pravilna nastavitev odvodnih in dovodnih kanalov, to smo kar nekaj primerov rešili že s temu. Pregled dimniških sistemov. Poglejte, pri novogradnjah, kolikokrat radon po dimniku, da imamo recimo dimnik, pa imamo en kaminček v spodnjem nadstropju, enega v zgornjem, in nam potem radon, takrat, ko ne gori, se pravi, vleče po teh dimniku gor in ga v zgornjo nadstropje, bom rekel, se razširi po zgornjem nadstropju. Takih je cel kup. Potem naslednji korak, ker ta prvi korak redko kdaj je učinkovit. Drugi korak je zatesnitev razpok prebojev protiradonska zaščita, to bo več kolega Primož povedal, s tem, da tule moram poudariti. Ta zaščita je odlična zadeva, mi jo svetujemo, takoj povem, ampak pri že zgrajenih objektih je včasih finančno to problem. Predstavljajte si novogradnja, po tleh parketi, vse narejen, vse to bi bilo treba odstraniti, raztolčiti estrihe, potem položiti to zaščito in zato v teh primerih je to velikokrat neracionalno. Potem imamo odsesavanje radona izpod temeljne plošče, iz zunanje ali notranje strani objekta. V Sloveniji imamo, to je pravi, jaz rečem, gradbeni poseg, radon rešitve pa sanacija radona. Moram reči, da ekipa radon rešitve ima ogromno izkušenj z to, bom rekel, težavo. Tule na levi sliki vidite, kako se pod ploščo naredi poseben, bom rekel, rov, v katerega pridejo potem odsesevalne cevi, ventilatorji, s tem, da tule moram takoj povedati, to včasih ni izvedljivo. Zelo velikokrat ni izvedljivo. Včasih se moramo to rešiti z notranje strani, potem je pa še 4. točka, odsesavanje radona izpod estriha. Da boste razumeli razliko, prva, se pravi točka 3 je izpod plošče temeljne, tukaj pa govorimo o odsesavanju, se pravi, da naredimo preboj samo skozi estrih do plošče. In potem pride kolenčni zid, se pravi te cevi, v to pride cev, gre skozi steno ven, v te cevi je nek ventilator in kaj se zgodi, ko radon že vstopi pri mikrorazpokah v prostor, ga potem ta vlek tega ventilatorja potegne ven in ga odvede, da se ne širi po hišah. Tule bi rad poudaril, da je reševanje radona ena najbolj zahtevnih stvari in noben od izvajalcev vam vnaprej ne bo dal garancije. Velikokrat so jezni potrošniki, ampak jaz razumem izvajalce, ker je praktično nemogoče 100% napovedati, katera stvar bo učinkovita. Radon v novogradnjah. Prva stvar, ki se svetuje, so že, ko se plošča gradi, odsesevalne cevi, ker to ni velik strošek, da se da noter te cevi, ki so pripravljene v primeru, da nastanejo težave pri zaščiti pred prehajanjem radona skozi temeljno ploščo, oziroma da radon, ko je ta zaščita narejena, prihaja v objekt, recimo, tako kot sem že povedal, pri nekih drugih ali razpokah ali nekih težavah, ki se pojavljajo. Na drugem mestu je ta zaščita, v kateri bo več povedal kolega Primož, ki ima vse te podatke, kako se to namešča in kako tudi deluje.
Potem seveda mora biti ta zaščita po tleh uporabljena skupaj s certificiranimi tesnilnimi masami, to so vse te mase, ki tesnijo prav za radon. Potem mora biti pravilno načrtovano zajem zraka za prezračevanje, pravilno načrtovanje svetlobnih jaškov in oken, tukaj je ogromenkrat problem, pravilno načrtovanje prezračevanja in pa obvezno pri novogradnjah kontrolne meritve. Zdaj pa za zaključek dejstva in napake. Ja, lejte, meritev v poletnem času, hiša v Grosuplju, letne meritve 35 bekerelov, zimske meritve 655. Sem že prej povedal, kaj je razlog, zato svetujemo vedno, da so tiste kakovostne meritve radona, ko je po noči, se pravi temperatura pod 5 stopinj. Takrat je tudi običajno tudi kurilna sezona, ker tudi vsa ta cirkulacija zraka, recimo toplozračno ogrevanje, dela take podtlake, recimo to je v poslovnih stavbah velikokrat, potem se pa recimo čudijo, kako lahko pride radon v, ne vem, 3., 5., 6. nadstropje, lahko po prezračevalnih kanalih ali pa tudi recimo po kakšnih drugih. Potem imate primer, hiša v okolici Ljubljane, v času meritev, oni so izvajali meritve, ampak v spodnjem polkletnem prostoru je takole na klip odprto. To je lahko takoj iz izkušenj povem, popolnoma zgrešen rezultat meritev. Zato, ker v samem objektu ni podtlaka in bo radon čist malo pronical skozi tisto razpoko oziroma karkoli je že razlog, ker tukaj zdaj ne govorimo, v čem je razlog. Mi zdaj tukaj vemo, da radon je, ampak ugotavljamo, kaj je narobe bilo pri meritvah. Ko je okno popolnoma zaprto, imamo 783 bekerelov. Se pravi, oziroma stranke ali pa rekel investitorje ali kjerkoli je treba poučiti natančno, kako naj se te meritve izvajajo. Potem imamo od spodaj spet mikrorazpoke zaradi novogradnje v bližini merjenega objekta. To je zanimiv primer, ki ga praktično na nobenem predavanju nisem slišal, mi smo ga do zdaj 3-krat se srečali z njemu. Pogledamo kamnine, te trde, tam recimo, ali pa kraški teren, tam, kjer je radona največ, recimo zgrajena novogradnja, se opravijo meritve radona, radona ni, oziroma je v minimalni koncentraciji. Potem se pa čez par let opravijo kontrolne meritve, koncentracija enormna. Zakaj? Zaradi tega, ker so bagri v novogradnje, ki so se v okolici gradile, so mogli razbiti te kamnine, to so treslaji in te treslaji se prenašajo praktično po teh kamninah in je nastala nekje zaradi teh vibracij mikrorazpoka, 1, 2, 3, 4, lahko kakorkoli, in se je radon v nekem objektu, ki ga ni bilo, povečal. Zato je tukaj res pomembno, da ljudi ozavestimo, to je naloga, ena izmed nalog gradbene biologije, da ne šparajo pri takih stvareh, kot je danes en indikator za radon, ki ga lahko za, ne vem, 160–180 evrov kupimo in praktično stalno spremljamo, kaj se v objektu dogaja. Tlele imate en zanimiv primer, nepravilen zajem svežega zraka. Kaj to pomeni? Zrak se je zajemal v svetlobnem jašku, slika desno. Na levi vidite 1114 bekerelov, v sredini vidite, ko smo dali te indikatorje v celotni sistem prezračevanja. Se pravi, smo odprli sistem, jih namestili noter in tako smo ugotovili, da radon prihaja tam, ko je zajem zraka. Vsak mesec se srečamo z novogradnjo, ki ni problem o razpoki v hiši, ampak je problem, da zajema radon nekje, kjer, če si zdaj predstavljate, recimo, da je hiša odlično plošča zatesnjena, kaj to pomeni? Da bo radon ob robu hiše potem se dvigal in šel gor. In če imamo mi tukaj zajem zraka, ga bomo potem vlekli v hišo. Tule smo poskusno takole videli na desni sliki in v trenutku se je radon znižal, zato ker je bil zajem zraka pravilno, bom rekel, postavljen. Potem napačna izvedba tesnitve od spodaj, ja, sproti radonskemu je bilo vse oddelan, to si predstavljajte, ta stena je vkopana v zemljo, od zadaj je šokolenčni zid navpično gor in ta cev je prišla iz zemlje ven in je bila pravilno zatesnjena s protiradonsko zaščito, ampak
Še vedno je pa radon, ker je prišel iz zemlje ven, ga vlekel noter skozi cev in v sam prostor. Tako da to so tudi velikrat narejene napake. Evo, to je iz moje strani, kar se tiče radona na hitro, časa smo že tako malo prekoračili, z veseljem, če je kakšno vprašanje, lahko povprašate, lahko nas pa seveda v kakršnikoli obliki tudi kontaktirate. Hvala, gospod Igor, za tole zelo izčrpno predavanje. Eno vprašanje je, in sicer gospoda zanima, ali je več težav z objekti s kletjo ali brez. Imate mogoče kakšne izkušnje? Zdaj, tako bom rekel, že če gledamo, kje so lahko težave, je vedno več težav v objektih z kletjo. Da se razumemo, ker v te objekte lahko radon pride skozi temeljno ploščo, skozi stene, skozi ostalo, ampak zaradi narave varnosti, se pravi tisto, kar poudarjamo pri gradbeni biologiji, nikakor se pa ne moramo zanašati na to, da če je objekt zgrajen, da je samo plošča, da tega ne bo. Veliko imamo primerov, ko je plošča, objekt, se pravi, ni podkleten in je v hiši zelo veliko radona. Je pa odgovor definitivno, je manj možnosti, če ni podkletitve. Potem pa še, ali v primeru objekta brez kleti z AB talno ploščo, v pritličnih prostorih se zaznava koncentracija radona iz kanalizacijskih cevi. Mogoče znate to vi odgovoriti, sicer bo tudi Primož potem lahko to kasneje odgovoril. Ja, to bo gotovo Primož veliko povedal, lahko v temu, zdaj seveda, lahko radon, ravno v temu je problem, da radon lahko pride tudi skozi kanalizacijske cevi, se pravi, tam, ko imamo jaške, tako kot sem omenil, skozi električni kabel, in največji problem pri radonu je ugotoviti, kaj je razlog, da je radon, oziroma kje je razlog, kaj je tista napaka oziroma vir na objektu, da radon prihaja v objekt. Najprej je treba vedno izključiti centralne prezračevalne sisteme. To izključimo tako, da merilnike v sam sistem namestimo, da vidimo tam, seveda, prihaja svež zrak noter, da vidimo, če je koncentracija že v tem zraku, potem se gre pa naprej. Obstajajo primeri, kjer se sploh, veliko takih primerov, ni ugotovil, kje radon prihaja noter. Se je pač šlo v sanacijo, ker je bila samo, ni bilo kleti, plošče in vsega, in na koncu so se vrednosti zmanjšale, ampak se ni ugotovil točno, kaj je razlog. Tako da skozi kanalizacijo lahko prihaja radon v prostor. Kaj pa se lahko radon širi v višja nadstropja stolpnic? Absolutno da, vse je pa odvisno spet, kakšne so te. Če govorimo o stari stolpnici, ki je imela recimo en jašek za zrak, recimo iz kopalnice so ventilatorji vlekli ven, lahko se širi po teh jaških. Seveda vedno je dejstvo, da višje, ko gremo, radona je manj. In tukaj lahko predpostavljamo, da višja nadstropja ga nimajo, ampak kot sem omenil, zaradi narave varnosti in zdravstvenega tveganja se priporočajo meritve, da se ugotovi, če to, kar zdaj govorimo, drži. Ker to, mi temu rečemo govorjenje na pamet ali pa govorjenje ob upoštevanju samo nekih teoretičnih podatkov. Praksa je pa žal velikokrat različna, ker tukaj se lahko tudi po hodnikih širijo, tudi to je možno, smo imeli take primere. Je pa tudi odvisno, kakšen je prezračevalni sistem. Ker če imamo nek sistem prezračevanja, sicer prezračevalci trdijo, da se umazan pa čisti zrak naj ne bi mešala, da ne prihaja do tega, samo, a veste, radon je plin. Tle je že ena minimalna malenkost dovolj, da nekje vstopi noter, da ga vlek, potegne in se zadeve spremenijo. Tle je glavno izhodišče meritve. Meritve in še enkrat meritve. Dobro, hvala, gospod Igor. Sedaj pa povabiva še Primoža, da še on nam predstavi svoj del. Sicer nekaj vprašanj je še bilo, ampak ta so bolj namenjena za Primoža, tako da odgovorimo potem kasneje. Primož, izvoli. En lep pozdrav še z moje strani. Hvala, Igor, za prezentacijo, predvsem z tega z prakse, samih meritev.
medtem ko moja tema bo seveda temeljenje nizkoenergijskih stavb, zaščito proti radonu v sklopu tesnjenja temeljne plošče, to, kar v bistvu mi ponujamo, ta sklop izolacijskih materialov. Zdaj, če začnem, mogoče se nekaj že tudi Igor omenil, glede same zakonodaje, kako smo prišli do tega, kjer smo, kako projektiramo. Zdaj, v Sloveniji je sama zakonodaja se je skozi leta spreminjala, tisti prvi osnovni standard oziroma zakon je bil Zakon o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti. Tu je nek, kar pravim, osnovni zakon, ki je bil temelj za vse nadaljnje. Kasneje mu je sledila sama uredba o nacionalnem radonskem programu. Ta je bila sprejeta, ki se je v bistvu osredotočala na samo sistematično obvladovanje tega plina. Tukaj v tej uredbi imamo tudi navedeno referenčno raven, se pravi za povprečno letno koncentracijo plina radon v zaprtih bivalnih in delovnih prostorih. To je 300 bekarelov na kubični meter, kot je bilo že omenjeno. Potem je tukaj tudi pravilnik, kjer so navedene vse zahteve za novogradnje, posege v obstoječe stavbe in sanacijo obstoječih stavb zaradi varovanja zdravja ljudi pred škodljivimi učinki radona. Zdaj ta pravilnik določa specifične tehnične zahteve za gradnjo, kot tudi za sanacijo obstoječih. Podrobno opredeljuje vse te razne ukrepe, ki jih je potrebno upoštevati. Prav tako pa pravilnik navaja tudi tista območja, rečemo z rdečo označena, kjer je več radona. Kasneje pokažem tudi sam zemljevid. Potem je pa tukaj še tehnična smernica, se pravi, daje neka konkretna navodila, kako se to v praksi oziroma kako se to izvede. Zdaj, tehnična smernica je priporočena, so pa z njo izpolnjene vse te zahteve glede pravilnika, ki sem ga omenil. Sam prehod plina radon v stavbe, dosti podrobno je že s strani Igorja bilo razloženo, se pravi, prihaja predvsem iz tal, saj tukaj nastane naravno pri razpadu urana v zemeljski skori. Zdaj, ker je to plin, se seveda z lahkoto premika skozi vse te skozi zemljino, skozi pore, vstopa stavbo skozi različne poti. Zdaj, tiste bistvene, glavne, dosti podobno, kot je že prej bilo omenjeno, se pravi, imamo razpoke, pa napake v temeljih, v kopanih stenah, potem so tukaj gradbeni stiki, razni preboji z inštalacije, to je zelo problematično, če ni dosti zatesnjeno, imamo hitro kritično mesto. Potem tudi neki nezatesnjeni jaški, kleti, določen del, ampak zelo majhen, literatura navaja, da so tudi problematični določeni gradbeni materiali in pa tudi možnost iz zalog vode, da to uhaja. To je predvsem v kakšnih, kako bi rekel, značilno za vodnjake, se pravi, kjer se plin raztopi v podtalnici in potem preko nje vstopa v stavbo. Zdaj, ko govorimo o plinu radon, govorimo o ekshalaciji, se pravi, to je proces samega sproščanja plinov. Dejansko se najpogosteje ta izraz uporablja za plin radon, to je naravno prehajanje iz tal v ozračje. Zdaj, tukaj, če čisto po domače povemo, gre to za dihanje tal. Se pravi, plin se sprošča iz zemlje v okolico. Zdaj, zakaj imamo ta problem, kar se tiče plina radon, oziroma zakaj čedalje več nekih opozoril, nekih webinarjev, predavanj na to temo. Vemo, stavbe je potrebno čedalje bolj graditi, da bojo učinkovito po energetski tej gradnji, se pravi, imamo toplotno zaščito, nek toplotni navoj, preprečimo samo zrakotesnost, se pravi, zelo izboljšana napram preteklosti, kar je seveda pravilno, vendar pa se potem lahko pojavlja, da se nam začnejo znotraj objekta pojavljati ta visoka koncentracija samega plina. Se pravi, dva bistvena problema imamo: boljšo zrakotesnost stavb, se pravi, stavbe so izolirane, ne izgubljamo toplote, napram preteklosti imamo manjšo naravno izmenjavo zraka. Potem druga stvar je pa, da nimamo mehanskega prezračevanja. Zdaj, včasih je bilo to naravna izmenjava zraka, netesnjena okna,
Zdaj, kolikor pa na novejših objektih nimamo tega prisilnega prezračevanja, tako imenovane rekuperacije, se radon niti ne razredči in se posledično ne izloča iz prostora, ne. Se pravi, imamo posledično slabši zrak v prostoru, visoko vlago, možnost nastanka plesni, in pa seveda tukaj tudi sama višja vsebnost radona. Kot je že Igor omenil, zdaj na območjih, kjer je veliko radona, se koncentracije vnotrajnosti stavb pozimi zelo povečajo, meritve zato načeloma izvajamo v hladnejšem obdobju, ko je zunanja temperatura in notranja temperatura imata zelo to visoko razliko, se pravi, kar pomeni, da dobimo še neki dodatni vlek zraka navzgor, tako se skozi te špranje pojavi ta možnost nabiranja koncentracije radona. Vemo pa, da če mi pozimi prezračujemo, nimamo neke rekuperacije, spuščamo v prostor hladen zrak, se pravi večji stroški, imamo toplotne izgube, tako da z tega stališča je to taka komplicirana zadeva, ki pa se da seveda enostavno rešiti, ne. Prej sem omenil sam ta zemljevid, tukaj je v bistvu zemljevid Uprave Republike Slovenije za varstvo pred sevanji. Deli na rdeče, se pravi na radonsko območje, imamo tukaj še dodatno rumeno, kjer so potrebna neka dodatna testiranja, to je v bistvu na podlagi do sedaj izvedenih meritev koncentracije radona. Kot drugo pa ogrožena rdeča območja navaja tudi tista, ki sem prej omenil, se pravi nacionalna uredba o radonskem programu, tam imamo navedena oziroma definirana področja, se pravi, to so predvsem tista področja, ki imajo veliko porozne zemljine, se pravi, tukaj v Sloveniji imamo tak pas, če gledamo zemljevid iz Krasa, v Notranjsko pa na Kočevsko, se pravi, imamo kamnine, ki so razpokane, kar seveda omogoča plinu radon dovolj enostaven prehod na površje, ne. Po drugi strani imamo nizke koncentracije na zemljevidu, severovzhodna Slovenija, alpsko območje pa doline, ko pokrivajo ta zaporna plast zemljine. Kako to upoštevamo, ko se projektira, ko sem omenil pravilnik, je bistven, se pravi pravilnik o zahtevah za novogradnje in posege v obstoječe stavbe in sanacijo obstoječih stavb zaradi varovanja zdravja ljudi pred škodljivimi učinki radona. Uporablja se za projektiranje in za gradnjo novih stavb, kot tudi za posege v obstoječe stavbe. Namenjen je za bivalne in delovne pogoje. Zdaj, kar se tiče samoureditve oziroma samega projektiranja za rdeče, radonsko pa zeleno območje, dosti podoben sistem. Zdaj, pri rdečem je zahteva, da se projektira in gradi na radonskem območju, se uporabi ali prezračevanje zemljine pod talno konstrukcijo. Kot druga varianta je pa, da imamo to popolno tesnjenje med zemljino in pa notranjim zrakom, se pravi z uporabo radonske zaporne folije. Če pogledamo zeleno območje, vidimo, da so tukaj, se mora zagotoviti elemente sistema prezračevanja, kar pomeni možnost ali nekih cevi, ki prezračujejo zemljino. V prvi fazi je lahko to pasivno, kasneje se to spremeni v aktivno, se pravi z vgradnjo nekega ventilatorja, ko se pokaže ob meritvih, da presegamo koncentracije. Druga opcija pa tudi tukaj navaja, da je možnost popolno tesnjenje zemljine, se pravi isti člen prejšnjega območja, se pravi, da se kot primarni ukrep uporabi radonska zaporna folija, ki pa mora imeti difuzijski koeficient za radon, ki ne presega 1,2 krat 10 na -11 metra kvadratna sekunda. Zdaj, malo več o tej foliji oziroma tej zahtevi bom v nadaljevanju pokazal z namensko folijo, namensko hidroizolacijo. Zdaj, če gremo kar k sami sistemski rešitvi, pa mogoče za začetek, kako se je v zadnjem obdobju, v zadnjih letih spremenilo v Sloveniji, pa tudi širše samo temeljenje. Vemo, da v Sloveniji imamo PURES-3, se pravi pravilnik o učinkoviti rabi energije, navaja, določa neke zahteve, po katerih gradimo skoraj nič energijske stavbe. Zdaj, da to dosežemo, morajo seveda biti izpolnjene neke lastnosti, predvsem kar se tiče tega toplotnega ovoja stavbe, se pravi, mi imamo v PURES-u predpisane
dovoljene maksimalne vrednosti, se pravi te toplotne prehodnosti, imamo dovoljene specifične transmisijske izgube, ostale kazalniki, ki nam potem definirajo to skoraj nič energijsko stavbo. Bistvo je pa to, da mi s tem nekako preprečimo toplotne mostove, se pravi preprečimo toplotne izgube, konstrukcijo zasnujemo tako, da teh izgub ni, kar je pa seveda najbolj enostavno doseči s tem, da mi toplotno izoliramo celotni ovoj objekta. Zdaj, pri talni plošči oziroma pri pasovnih temeljih to seveda ni mogoče, celotna obtežba gre preko sten na temelj, načeloma majhna ta naležna površina na tla, se pravi tukaj bi rabili zelo veliko tlačno trdnost, če bi želeli toplotno izolirati pasovni temelj. S tem, ko mi uporabimo temeljno ploščo, celotna obtežba se seveda porazporedi na samo površino, kar nam dejansko potem omogoča, da pod to temeljno ploščo stavimo sistem toplotne izolacije, katerega potem naknadno tudi povežemo z vertikalo. Zdaj tukaj se v praksi najpogosteje uporablja seveda ekstrudiran polistiren, se pravi XPS, ki prinese te dovolj velike tlačne trdnosti. Material kot tak je odporen na vlago, zelo majhno oziroma minimalno ničelno navzemanje vlage pri stalni potopitvi. Kar se tiče same trdote, se po večini pri enodružinskih hišah uporabljajo vrednosti od 400 kilopaskalov. Če so neke večje obremenitve, večji nadstropni objekti oziroma po izračunu statika gremo lahko tudi na 500 oziroma 700 kilopaskalov. Zdaj, kaj nam še tukaj omogoča? Kako sem rekel, celoten ovoj stavbe, se pravi iz horizontale nadaljujemo v vertikalo. Tukaj bi, mogoče, ko smo na tem delu omenil, da vedno se na tem delu, se pravi, ko vgrajujemo toplotno izolacijo, na vertikalnem delu uporabljajo gladke plošče s preklopi. V praksi se je dostikrat pokazalo oziroma vidimo na objektih, da se uporabljajo hrapave, se pravi napolni tanka plošče, ki so pač seveda pri trgovcih vedno na zalogi. Ni to v bistvu isti material, te hrapave plošče imajo slabšo vodovpojnost, tako da niso primerne na vkopanih delih. Uporabimo jih samo na nivoju cokla oziroma kasneje, če želimo kakšno izvedbo fasade s tem materialom. Zdaj, tukaj sem dal eno sliko, ki prikazuje možnost toplotnih izgub, čeprav majhnih, preko zidu in temelja. Se pravi, na tem delu se nam načeloma lahko pojavi hladna površina, zdaj v previsoki vlagi, v stanovanju seveda to potem začne kondenzirati, hitro se nam potem pojavi plesen. Ker, kot sem rekel, s temeljno ploščo se to izognemo. Zdaj, to je naš osnovni princip toplotne izolacije temelja, se pravi dvoslojna seizmik, temeljna blazina, dva sloja XPS-a, ki sta medsebojno povezana z obojstransko samolepljivo hidroizolacijo. Poznana rešitev na slovenskem trgu, tudi širše, že zelo močno zastopano, večkrat v uporabi, ki se je pa, ker govorimo o plinu radon, enostavno da nadgraditi, se pravi, da v njo vkomponiramo tudi zaščito proti samemu plinu. Se pravi, govorimo o antiradon temeljni blazini, podoben princip, se pravi, za rešitev skoraj nič energijskih ali pasivnih hiš. Če grem kar po vrstnem redu, se pravi, imamo nek podložni beton na utrenem tamponu, sledi prvi sloj toplotne izolacije, seveda z gladko površino, tlačna trdnost odvisna od projekta, na njo prilepimo samolepljiva hidroizolacija antiradon 1,5 SK. To je v bistvu ta popolno tesnjenje, hidroizolacija oziroma ta antiradon zaščita ima difuzijski koeficient za radon 7,11 na 10 na minus 14, kar je precej manj od prej zahtevane karakteristike po pravilniku. Potem nadaljujemo z obojstransko samolepljivo hidroizolacijo, seizmik 1,8 SK, in potem seveda na vrhu seizmik plošče, se pravi XPS, ki ima utore za boljšo povezljivost z armirano betonsko temeljno ploščo. Posamezne materiale kasneje še malo bolj obdelam, ampak kaj je bistvo?
takšnega sistema. Se pravi, mi imamo neko celoto kompozit, armirano-betonske plošče, toplotne izolacije in hidroizolacije. Vse deluje kot neka celota v primeru horizontalnih sil. Izognemo se toplotnim mostovom na stiku stene pa temelja, se pravi, ni konstrukcijskih toplotnih mostov. Hidroizolacija je varno zaščitena, se pravi, med dva sloja toplotne izolacije in pa seveda še ta zaščita proti plinu radon, se pravi, vse v enem. Če se vrnem na posamezne materiale v sklopu tega sistema, seveda Fibran je v prvi vrsti proizvajalec toplotne izolacije, XPS kot tak je idealen material za potemeljno ploščo. Tukaj imamo XPS seizmik ploščo, ki ima to posebnost napram ostalim, napram konkurenci, da ima na zgornji strani utorčke, kar pomeni boljši oprijem z armirano-betonsko ploščo. Na voljo so tlačne trdnosti 400, 500, 700 kilopaskalov. Tukaj rad vedno opozorim, da je to v bistvu nazivna vrednost, pri kateri se bo XPS deformiral za 10%. Za statični izračun se uporabijo ostale vrednosti, ki so navedene v tehnični dokumentaciji. Posebnost je tudi ta, da imamo v bistvu format, ki ima dvojno dolžino. Se pravi, imamo 2,5 metra dolžina plošče, širina je klasična 60 centimetrov, kar seveda omogoča hitrejšo izvedbo pri samem polaganju. Zdaj, če nadaljujem s hidroizolacijo, tukaj imamo ta antiradon, ko sem ga že prej omenil, se pravi, bitumenska enostransko samolepljiva membrana, uporabljena je seveda v sistemu antiradon temeljne blazine, širina 1 meter, dolžina 20 metrov in pa difuzijski koeficient 7,11 na 10 na minus 14. Ko sem omenil napram pravilniku, konkretno nižja vrednost, se pravi, material je primeren. Zdaj tukaj vidite na desni strani tehnični list, ni to skrivnost, da to mi ne proizvajamo, to nam v bistvu proizvaja Sika, prav namenski naš material za ta sistem. Poleg antiradon uporabimo seveda še vedno obojestransko samolepilno membrano, se pravi bitumensko, to je osnova, 1,8 SKSK. Uporablja se tako v sistemu klasične seizmik temeljne blazine kot tudi antiradon. Tudi tukaj imamo napram klasičnim bitumenskim trakovom večjo, daljšo dolžino, se pravi, govorimo o 15 metrih, širina je meter. Proizvajalec, kot sem omenil, tudi tukaj Sika. Mogoče še sam prikaz same izvedbe. Zdaj, zelo dobro imamo prikazane vse tele vgradnje na našem YouTube kanalu Fibran Slovenija, tako da tukaj bom zdaj samo par slik, par bistvenih lastnosti povedal. Se pravi, osnova je utrjena podlaga ter podložni beton, ta mora biti izravnan, očiščen, brez nekih nečistoč, se pravi, da se ne poškodujejo XPS plošče. Sledi prvi sloj plošč Fibran XPS, se pravi gladkih, obojestransko gladkih plošč, ki imajo v bistvu, ponavadi, če govorimo o 400 kilopaskalih, je to format 2,5 metra. Plošče se polagajo druga ob drugi, robovi se prekrivajo, sosednje plošče se pa potem zamakajo za recimo polovico dolžine plošč, se pravi, da nimamo, kako bi rekel, križa med samimi stiki. Kar se tiče še plitkega temeljenja, bi tukaj omenil, da morajo te plošče biti razširjene, se pravi, čez to armirano-betonsko ploščo. Zdaj samo dimenzijo razširitve v bistvu določa, vzadaj imamo en standard, ampak v praksi se nekako pokaže, ker je tisto računanje preko standarda kar oteženo, da se držijo principa vsaj 60 centimetrov čez rob armirano-betonske plošče. Potem seveda sledi polaganje te zaščite proti plinu radon, Fibran Hidro Antiradon. Ta folija se položi, se pravi, prečno na smer polaganja toplotne izolacije. Tukaj je zelo pomembno, da se upoštevajo preklopi, ki so minimalno 10 centimetrov v vzdolžni smeri, prečno 15. Nato
tukaj imam še prikazan zelo pomembna lastnost, da se priklope. Tukaj govorimo o samolepljivih materialih, se pravi, nimamo varjenja. Tako da je treba dodatno si s pritisnim valjčkom pomagati, predvsem na območjih priklopov, se pravi, da se zagotovi dober oprijem. Sama faza vgradnje naj bo vsaj 10 stopinj Celzija zaradi boljšega oprijema. Potem v isti smeri kot ta hidroizolacija antiradon nadaljujemo s polaganjem seizmik, hidroizolacije, se pravi obojestransko samolepljive. Tukaj je zelo pomembno, da zgornjo, ker je obojestransko samolepljiva, da zgornjo zaščitno plast, se pravi silikonizirano folijo, ohranimo do naslednje faze, dokler ne začnemo polagati naslednji sloj toplotne izolacije XPS-a. S tem preprečimo, zmanjšamo možnost umazanij in ohranimo njeno lepljivost, se pravi, da imamo možnost potem ta prave, rečemo, original lepljivosti, da se lepo z XPS-om sprime. Tukaj recimo je zelo pomembno, da se ta sloj hidroizolacije nadaljuje vsaj nekih 30 cm čez rob armirano-betonske temeljne plošče zaradi stika potem z vertikalno hidroizolacijo. Se pravi, imamo drugi sloj hidroizolacije, odmaknemo zaščitno folijo, potem sledi polaganje zadnjega, drugega sloja XPS-a, tukaj imamo XPS seizmik plošče, kot sem rekel, obvezno s utori na zgornji strani, saj že tudi smo imeli primere, ki so bili na robu obrnjeni, se pravi, potem zaradi samega sprijema. Tukaj se XPS polaga ponovno v isti smeri kot prvi sloj, se pravi spet nazaj prečno na hidroizolacijo, zamik po dolžini nekje cirka polovice plošče, kot je tukaj lepo prikazano. Zdaj, kar se tiče potem nadaljevanja, seveda sledi armatura in zalivanje betona. Tukaj bi opozoril, da nikakor se ne uporabljajo neke folije, ki bi šle čez sloj toplotne izolacije, s tem v bistvu izgubimo to njegovo prednost XPS-a, se pravi utore. Tukaj bi omenil še, ker ste tudi videli distančniki, da je smiselno, da se uporabijo linijski in ne točkovni distančniki, da se XPS ne poškoduje, predvsem, kadar imamo večje količine armature. To je seveda v fazi projekta predpisano. Zdaj, če pa že ni druge, da se uporabijo točkovno, naj bodo pa takšni, ki imajo spodaj malo večjo površino, se pravi, da ne lega težba ne toliko koncentrirana, ampak malenkost na večjo kvadraturo. Izvedba preboja brez tega seveda ne gre, zelo problematično, kritično mesto. Pri nas se držimo principa cev v cevi, se pravi na podložnem betonu najprej prvotno večja cev, skoznjo potem sama inštalacijska cev. Na nivoju prve toplotne izolacije se potem ta praznina, označena z rumeno, obdela s poliuretansko peno. Sledi potem izvedba hidroizolacije. Kar se tiče izvedbe, se pravi preklop oziroma stik na vertikalo, tukaj se v praksi uporablja lahko tudi naš trak antiradon, ampak je zelo oteženo delo oziroma tudi problematično, če se lahko to 100% tesni. Jaz samo v bistvu tukaj predlagam izvedbo po hladnem postopku, se pravi neka bitumenski premaz, bitumenska pasta, ki se še dodatno armira, ampak tukaj bi opozoril, na trgu je ogromno teh past. Glede na to, da imamo zaščito proti plinu radon, se pravi 100% tesnenje s folija, se tudi tukaj, da naj se uporabijo bitumenske te paste, ki imajo certificirano to protiradonsko zaščito. Ker sem rekel, nekaj teh produktov je že na trgu, niso tu neke nestandardne rešitve, tudi pri trgovcih so na zalogi, niso pa to v bistvu naši materiali, so pa kompatibilni. Zdaj, če bi bila uporaba mogoče te antiradon, se gor na vrh v sloju armiranega betona lahko doda še kot zaščita neka kovinska objemka, da vse to sprime. Drugače je pa to, kar se tiče. Zdaj, to bi bilo z moje strani vse, kar se tiče antiradon temeljne blazine. Določene informacije najdete tudi na naši spletni strani, se pravi fibran.si in na energijskem ščitu. Telefonska številka oziroma dosegljivi smo tudi na
e-mail naslovu nasvet@fibran.si. Hvala, Primož. Predlagam, da pogledava še kar vprašanja. In sicer prvo vprašanje je kot nek primer, torej imamo objekt brez kleti, ali je vdor radona v pritličje problematičen v tem primeru? Je že prej Igor na tole odgovoril, ja, seveda je možnost tudi na objektih, kjer ni kleti. Zdaj za natančno analizo, ne, je pa seveda potrebno narediti meritve. Ali je za vsako novogradnjo potrebno izdelati tudi elaborat protiradonske zaščite? Zdaj pravilnik navaja, da je elaborat potreben za javne stavbe, no, bom poenostavil, se pravi za šole, vrtce, potem bolnišnice, mislim, da verjetno še kakšna kulturni objekti, da so vključeni, takrat je ja, elaborat obvezen. Potem še eno podobno vprašanje, torej ali je potrebno izdelati elaborat zaščite proti radonu, kljub temu, da se v objektu predvidi zaščita podkletenih delov in temeljev hidroizolacije, ki ustreza torej standardu za zaščito proti radonu glede na tehnično smernico. Torej, v katerih primerih je potrebno izdelati elaborat zaščite proti radonu in kdo to tudi izdela, ta elaborat? Zdaj, kot sem rekel, kjer so ti objekti, kjer je potreben elaborat. Elaborat je izdelan v sklopu projektne dokumentacije, se pravi, to zadeva projektanta, zadaj je standard oziroma ta pravilnik, kjer so navedene vse te lastnosti. Zdaj, kar se tiče tiste tehnične rešitve, vse te tehnične rešitve so potem naknadno tudi v elaboratu napisane, navedene z vsemi lastnostmi, tako da v sklopu projektne dokumentacije. Pa potem še eno vprašanje vezano na zakon, torej ali zakon zahteva tudi protiradonsko zaščito v območju zelenega območja? Zdaj, kot sem kazal prej, tisto zeleno območje ima, da se vgrajujejo elementi prezračevanja. Zdaj, v prvi fazi je to možno pasivno izvesti, se pravi, imamo cevi za prezračevanje. V primeru, da se pojavi ob meritvi visoke koncentracije radona, se inštalira oziroma se vgradi ventilator, se pravi, spremenimo v aktivno izvedbo. Druga varianta je pač popolno tesnjenje v sklopu hidroizolacije, kot smo prikazali rešitev antiradon. Glede same zaščite prebojev si že kar nekaj povedal, si tudi lepo prikazal fotografijo. Tukaj je bil pozoren, predvsem pri prebojih, mogoče se res premalo poudarka deva, da se pač, moje mnenje, da se uporabijo ohladni postopki, se mi zdi najbolj primerno, z materiali, ki imajo certificirano uporabo za zaščito proti plinu radon. So tudi na trgu manšete, ampak poredko jih vidim pri trgovcih na zalogi. Kakšna pa je kovinska objemka, klasična ali po sistemu Fibran? Ne, to je klasična, mislim, da je bil tudi podan predlog s strani ponudnika hidroizolacij za vgradnjo te objemke. Kako pa se reši problem vdora radona skozi cev za elektriko, ki vstopa v stavbo od spodaj? Ja, se pravim, obdela se s pasto, s premazom, oziroma če obstaja kakšne manšete za to. Gospod Igor, bi še vi želeli tukaj kaj dodati? Imate še kakšne izkušnje? Ja, če prihaja radon po cevi, se pravi, ne govorimo o preboju v teh razpokah, ki so lahko okoli, ampak po sami cevi, je treba z temi certificiranimi zaščitami, kot jih je Primož povedal, se pravi, to so razni kiti, različno je na tržišču, notranjost cevi obdelati. To pomeni, ko pride ta cev v omarico, je treba tukaj izvesti te zatesnitve. In tle je včasih kar problematično, zato ker seveda mi imamo že vse te cevi, govorim zdaj, če je to naknadno odkrito. Zdaj, če se to dela že med samo gradnjo, je to malo lažje.
Če pa mi naknadno ugotovimo, da je vir oziroma izvor radona ravno ta cev za elektroinštalacije ali lahko kjerekoli druge inštalacije, je pa treba jo tudi z notranje strani potem obdelati. Včasih zelo zapleteno. Mi tega ne delamo, mi samo se pravi izvajamo meritve, svetujemo, delajo pa to različni izvajalci, take težave rešujejo. Hvala lepa za to dodatno pojasnilo. Da vidimo še, ali je smiselna uporaba protiradonske zaščite tudi v sestavi vertikalne hidroizolacije objekta? Tudi vertikalno moramo uporabiti ta trak, to zaščito, ker tudi vertikalno lahko plin giba, no. Tako, mislim, da smo prišli kar do konca, sicer še eno vprašanje, potem nadaljevanje vezano glede na zeleno območje, torej glede na zakon, ali je potrebno torej v vsakem primeru dati vsaj osnovno zaščito oziroma prezračevanje. Tukaj mogoče predlagamo tudi, da se pogleda kar direktno v zakon, ne. Primož, lahko še ti kaj dodaš? Ne, se pravi, kakor sem rekel, zdaj v praksi je tako, da na zelenem, ja, območje se dostikrat poenostavi, se reče, ne rabimo tega, imamo v redu teren, tukaj ni plina radon, ampak če se pa držimo pravilnika, je pa jasno navedeno, ne. Zdaj, mislim, da je bilo vprašanje, kjer zaradi statik ni dovolil pod temeljno ploščo, ne, da se vgradi, tako da tukaj je potem smiselno, da se uporabi ta popolno tesnjenje, ne, na nivoju hidroizolacije, no, rečemo tako. Antiradon. Tule bi jaz samo dodal, ja, ta zelena barva je mogoče nevede malo zavajajoča, ne, ker tule veliko investitorjev, ko vidi, recimo gradi na področju, kjer je zeleno, enostavno pomislijo, da to ni potrebno. Samo problem je potem, ko recimo je hiša enkrat zgrajena, kot sem prej primer dal, pa so recimo stanovalci že vseljeni, a ne, potem je pa to težava, ker je recimo, če do tega pride, je pa to treba reševati, a ne, in tukaj je potem velikokrat jeza oziroma zakaj je temu tako. Tudi veliko sprašujejo, mi imamo veliko teh vprašanj, ali prisotnost radona lahko pomerimo že pred gradnjo hiše. Seveda, načelno z določenimi napravami se da, ampak tako kot je bilo danes že tudi večkrat omenjeno, od Primoža tudi od mene, ne da se pa napovedati ravno zaradi teh, bom rekel, specifičnih, zaradi prvič same mikrolokacije, drugič zaradi teh težav. Lahko je nekje radona res minimalno, ki ga pronica skozi zemljo, ampak bo prišlo do ene napake pri sami gradnji oziroma bo nekje možnost, da prihaja not, in ga bo recimo zelo velika koncentracija. Imamo pa hišo, ki stoji recimo na območju, kjer je rdeče, pa do tega ne bo prišlo, pa bo koncentracija mala. Zato tukaj ni nekih, bom rekel, 100% zagotovil glede tega. Dobro, evo, še zadnje vprašanje odgovorimo. Kaj pa potresi in vibracije? Ali obstaja tesnenje prebojev z radonsko folijo trajno tesno? Ja, zanimivo vprašanje, ne. Zdaj, zaradi tega se tudi gradi cev v cevi, ne. Težko rečem, kaj bi nek konkreten potres naredil tem prebojem, no, čisto odkrito. Zdaj, če je dovolj elastično oziroma če ni dolg material, da bi takoj razpokal, počil, bi mislim, da prenesli, zaradi tega se tudi v bistvu priporoča te hladne bitumenske paste, ki so dovolj elastične, da določen del tudi gibajo, no, da sledijo pomiku. Tule bi jaz samo dodal, zelo podobno kot primer, ki smo ga podali za novogradnje, a ne, recimo sicer ne gre tam za potres, ampak uporaba težkih strojev, ki razbijajo kamnine, se te vibracije prenašajo, sicer tam moram poudariti, tam ni bilo uporabljenih protiradonskih zaščit, a ne, gre za klasičen objekt brez tega, ampak dejstvo je, da prej radona v hiši ni bilo, potem je pa bil. In lahko zdaj seveda, kako bi pa prenesle potres ali tudi tako stanje, v katerega zdaj omenjam, te zaščite pa je težko reči, a ne, ampak ja, če so te mase dovolj elastične, da prenesejo neke te, rekel, premike,
potem bi šlo, ni pa sigurno nobenih zagotovil točnih, kaj bi se zgodilo s tem. Evo, jaz se vsem zahvaljujem za vsa ta vprašanja. Če boste imeli še kakšna vprašanja kasneje, torej imate naše kontaktne podatke, lahko nas kontaktirate in bomo poiskali skupaj najboljšo rešitev. Zdaj, preden zaključimo, sem vam dolžna še rezultat naše mini ankete. In sicer vprašali smo vas, kako pogosto se pa vi pri vašem delu srečate z vprašanjem zaščite pred radonom. Kot lahko vidite, precej je odgovor oziroma večina je takih odgovorov, torej občasno, redko, tudi kar nekaj vas je takih, ki se še nikoli pri svojem delu s tem vprašanjem niste srečali. Tako da mi prav zaradi tega, tudi ti odgovori potrjujejo, da se o tej tematiki še vedno premalo govori, čeprav tako kot smo večkrat poudarili danes, radon dokazano vpliva na zdravje ljudi in prav zaradi tega tudi mi prirejamo takšne dogodke, kjer želimo izobraževati in osveščati vse, ki ste na kakršenkoli način povezani z gradnjo stavb. Tako da, gospod Igor Primož, lahko še vidva dodata kaj za konec, komentirata. Ja, jaz bi izpostavil tisto našo čisto osnovno načelo, se pravi zdravje, pristop gradbene biologije mi ne rešujemo tehnično in podobno, tako kot recimo vaše podjetje z tehničnimi pristopi. Mi izhajamo vse iz tega. Če naša čutila nekih težav ne zaznavajo, še ne pomeni, da to nima vpliva na zdravje. In neodvisne znanstvene študije dokazujejo, da poleg seveda vseh ostalih stvari, da ne bo pomote, sta delovno in bivalno okolje v zadnjih desetletjih oziroma postajata vse bolj problematična in imata vse večji vpliv na naše počutje in zdravje. In tukaj bi se tudi Primožu pridružil, ki je prej omenil, recimo Evropska unija in inštitucije, velikokrat v dobri meri naredijo neke korake, ne upoštevajo pa, kaj lahko negativnega potegne to za sabo. Primer je recimo zatesnjene hiše, kot je Primož povedal. Mi imamo danes recimo samo v Ljubljani 2 družine, ki se v novo gradnjo ne morejo vseliti zaradi problematike hlapnih organskih snovi. To so snovi, ki izhlapevajo iz notranje opreme, materialov, lepil in podobno. Ko naredimo, mi smo tudi pooblaščeni od enega največjih laboratorijev na svetu za zajem zraka, ko naredimo teste, je to katastrofa. Podobno je z umetno svetlobo, varčevanje na področju porabe energije, ampak hkrati težave. Tako da bistvo je, da delamo tehnološke, bom rekel, da tehnologija gre naprej, napredek, samo nikoli za ceno zdravja. Hvala, to ste zelo lepo povedali. Jaz bi s tem danes kar zaključila, torej velik hvala obema za danes, hvala tudi vam, dragi udeleženci, da ste nam prisluhnili. Verjamem, da ste tekom webinarja pridobili veliko koristnih informacij in tudi kar nekaj praktičnih napotkov, ki vam bodo lahko pomagali pri vašem delu. Tako da lep dan vam želim in hvala, da ste bili danes z nami.